Drage osnovnošolke, dragi osnovnošolci, cenjeni starši in skrbniki, spoštovani vi, ki želite nadaljevati izobraževanje v programu 3+2. Prijazno pozdravljeni in toplo dobrodošli na informativnih dnevih Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor 2022. Že drugo leto zapored poteka spoznavanje šole na daljavo. A naj to ne bo ovira. Dobili boste dovolj informacij, da se boste z lahkoto odločili. Že danes pa vas tudi vabim na prireditev Gradbena v živo, ki bo, kot že ime pove, potekala v živo v začetku aprila, vsekakor pred vpisom v srednje šole, in na ta dogodek vas bomo pravočasno povabili. Danes boste spoznali vse programe, za katere izobražujemo na naši šoli. Dijaki vam bodo z veseljem pokazali, kaj se učijo, kako se na šoli počutijo, učitelji pa vam bodo natančno predstavili vsak program posebej in vam seveda odgovarjali na vaša morebitna vprašanja. Kljub temu, da na šoli izobražujemo več programov, vsi med seboj dobro sobivajo in se bogatijo. Tudi zaradi tega je prehod iz enega programa v drug program dokaj enostaven. Dijak s seboj prenese vse že opravljene obveznosti in nadaljuje izobraževanje v že znanem in varnem okolju. Pa naj na kratko predstavim vse programe naše šole. Za tehniško gimnazijo se odločajo tisti, ki želijo nadaljevati svojo nadaljnje izobraževanje na univerzi, predvsem v tehniških usmeritvah. Gradbeništvo, strojništvo, arhitektura so tisti zelo zaželeni poklici. Pa seveda so naši dijaki zelo uspešni tudi na družboslovnih in drugih smereh. Vse v času izobraževanja pri nas dobijo dovolj znanja, da lahko nadaljujejo šolanje na kakršnikoli univerzi brez problemov. Za program gradbeni tehnik se odločajo tisti, ki vidijo svojo prihodnjo pot v gradbeništvu. Vemo, da je gradbeništvo osnovna gospodarska panoga, da je trenutno v velikem razmahu, da je projektov ogromno, da pa seveda primanjkuje usposobljenih gradbenikov. Zato naši gradbeni tehniki dobijo službo takoj. Seveda pa jih veliko nadaljuje z izobraževanjem na različnih fakultetah. Program okoljevarstveni tehnik izberejo tisti, ki jim je še posebej mar za okolje in okoljske probleme. Teh je vsak dan več in družba se tega zaveda. Zato potrebujemo strokovnjake, ki bodo skrbeli za okolje in reševali okoljske probleme. Dela tudi za tiste, ki se bodo odločili za 3-letno poklicno izobraževanje, ne bo zmanjkalo. Vsi poklici, za katere izobražujemo na naši šoli, so deficitarni, kar pomeni, da dijaki dobijo štipendijo od 1. do 3. letnika. Na šoli v času izobraževanja dobijo dovolj praktičnih izkušenj in teoretičnih osnov, da se lahko takoj zaposlijo ali nadaljujejo z izobraževanjem kar pri nas v programu poklicno-tehniškega izobraževanja. Tudi v nižjem poklicnem izobraževanju dijaki pridobijo kvalitetna znanja, tako da se lahko takoj zaposlijo ali nadaljujejo z izobraževanjem, pa spet tudi pri nas. Eden izmed glavnih ciljev vsake šole so tudi dobri učni uspehi dijakov. Mi smo z našimi zelo zadovoljni. Dijaki lanskih letnikov so bili 100%, tako na splošni maturi, kot na poklicni maturi, pa tudi na zaključnih izpitih. To je odraz sposobnih dijakov, pa tudi velike angažiranosti učiteljev. In tudi za vas se bodo učitelji zelo potrudili. Na šoli imamo tudi pestro izbiro obšolskih dejavnosti in mednarodne dejavnosti. Več o tem boste izvedeli danes ob obisku šole.
Zelo ponosni pa smo tudi na certifikat športnikom prijazno izobraževanje, ki kaže na dobro prilagajanje šolskih obveznosti dijakom športnikom. Da res delamo dobro, je prav prejšnji teden potrdil Olimpijski komite Slovenije, ki nam je spet podaljšal certifikat. Tudi z izobraževanjem na daljavo nismo imeli posebnih težav. Šola je dobro tehnično opremljena, učitelji pa strokovno usposobljeni. Tako izvajamo ves čas tudi hibridni pouk z izobraževanjem v razredu in na daljavo hkrati. Drage osnovnošolke, dragi osnovnošolci, marsikaj boste danes izvedeli o naših programih. Če vas zanima še kaj, seveda pokličite, pišite nam, z veseljem vam bomo odgovorili. In veseli bomo, če se boste odločili za našo šolo. Sicer pa, ne glede na to, kje boste nadaljevali po osnovni šoli, vam želim, in to res iskreno, da boste uspešni in zadovoljni.